časopisa. Se pravi, v bistvu, ko gremo skozi rubrike in vidimo, da te rubrike pokrivajo ne samo slovenski avtori, ampak tudi avtori iz tujine, da v rubrikah so recimo članki in pogovori kot z Dimitrijem Vilenskim iz Rusije ali v bistvu Subha brata Bobby Bannerjem iz Indije. Dejansko, ko preberemo te stvari, vidimo, da dejansko v bistvu se dogaja na istem nivoju vse. Tako da v bistvu ne gre za neko odmaknjeno skupino, ki se nekaj odloča, ampak gre za točno določeno strukturo, ki je v bistvu pokrita na celotno zadevo. Skratka, nočete kriti recimo nekaj lokalnega, ampak poskušate Ne, absolutno hočemo kriti tudi lokalno, ampak zdaj sem pač povedal, zakaj dejansko je treba pogledati kot celo zadevo. Seveda nam je interes v bistvu pokriti lokalno, mislimo pa, da v bistvu lokalno ni ločeno več od nacionalnega, nacionalno ni več ločeno od internacionalnega in obratno vse te stvari. Se pravi, v bistvu so stvari dejansko nekako skupaj spete. Zato je pomembno, da organizira, to on pravi v bistvu kapital, ne? Mi nismo, tudi Slovenija ni neka, sicer se hoče prikazati, da smo nekaj posebnega. Mi nismo, mi smo, bi rekla, osvobodili smo se, recimo, kot nekega političnega jarma ex-Jugoslavije, padli smo pa direktno v kolonialni jarem EU. Tam pa moramo igrati po takih pravilih, da sploh se ne upamo več odprirati usta, ne? In ta kolonialni jarem je večji, zato ker nas veže prek tržišča, ne? Tržišče je glavni regulator kapitala, ne? In to v bistvu se pokaže, da mi nismo izolirani, ne? Da je v bistvu ta multituda zelo zanimiva zadeva, ne? Da obstaja veliko teh, bi rekla, prekletih, če se vežem na Mignola, ne? Skupin, bi rekla, ki popolnoma razumejo zelo dobro, kaj se dogaja in v bistvu v tem smislu smo internacionalni in tudi distribuiramo in koladiramo zaradi tega, ker bi rekla, teh pozicij je veliko, ki v bistvu reflektirajo v svojem lokalnem prek, bi rekla, nekih navezav na zelo mednarodno. Mednarodnost pa v bistvu je to, da kapital nič ne pušča, da se partikulara, ne? Pa da se te procese papirizacije, getoizacije, ki se dogaja recimo v Sloveniji na področju kulture, umetnosti, izobraževanja, se v bistvu dejansko dogaja tudi v tujine. In da se dejansko tudi v tujini diskutira o tem in to preizprašuje, obravnava in kritizira v končni fazi. Tako da dejansko iz tega stališča se postavi ta stik z mednarodnim prostorom, ker v bistvu govorimo isti jezik dejansko, diskutiramo in analiziramo podobne stvari, v bistvu problematike. In to razumeti je pomembna teorija. Teorije pa v bistvu je zelo minimalna v tem prostoru. Posledica je majhne kritične mase, posledica je, da v bistvu na redkih mestih v bistvu si dobivaš te informacije, ne samo kot informacije, ampak dejansko razvoj, ker kot se razvoj dogaja na vseh področjih, dogaja se tudi v bistvu na področju teorije. Da razumeš, kje si, ne moreš iti prek nacionalnega diskurza, moraš se vezati, bi rekla, neko materialistično teorijo, na neko, bi rekla, teorijo, ki ti omogoča ali kritično stališče, ali aktivistično pozicijo, ali socialno, bi rekla, zahtevo, ali politično stališče radikalne narave, bi rekla, leve opcije, ne, ampak ne ta prazni, bi rekla, socialdemokratski, reformatorski duh, ki v bistvu samo krpa zaradi oblasti tukaj, ne pri nas. Če hočeš vedeti, kje si, moraš vedeti, ne, ker drugače ne moreš niti umetnost delati, ne. Drugače pa samo neko mašina, ki samo proizvaja objekte, ne, ki v bistvu potem čakaš, da te ne bo kdo predstavlja, ali te ne bo, ne. V bistvu dejansko si ta alieniran subjekt do konca, ne, ki pa v bistvu, ko sem rekla, se prikazuje, da je konstantno svoboda, ne. Svoboda je prav v tem, da v bistvu brika ne more več nič prinašati socialnemu diskurzu, ne. Ker nam gre za družbena nam je najbolj pomembno, nam je, bi rekla, ta družbena relacija do drugih ljudi, za neko, bi rekla, socialno pozicijo. V bistvu, da bi rekli, zdaj od 14 dni, odkar je prišla tretja številka ven, nimamo nekih v bistvu analiz, da bi rekli, kako je bilo dejansko sprejeto, branost in tako naprej. Imamo te odzive od naših sodelavcev, od ljudi, ki smo jih kontaktirali. Te odzivi so pozitivni, zelo pozitivni in v bistvu, ker tudi to je, v bistvu, s tem, ko je šla artikulacija mednarodna, se pravi, prihaja tudi drugi kontekst. Se pravi, nekaj je bilo artikulacija v slovenskem prostoru, kjer v bistvu se pojavi časopis, taka intervencija, taka platforma na nekem prostoru, kjer ni tako strukturiran, čisto nekaj drugega, kot ko se to pojavi recimo v mednarodnem prostoru. In tukaj dejansko so zato tudi stvari, določene stvari, ki jih ena izmed rubrik, ki je bila že omenjena, dekolonizacija, ne, dejansko neka novost, ki v bistvu popolnoma novo prinaša v bistvu artikulacija v prostor evropski in mednarodni, in to je ta, da v bistvu upošteva to kolonialno razliko dejansko. Se pravi, da v bistvu gledišče ni več samo europocentristično z nekega evropskega, zahodnjaškega v bistvu gledišča, ampak dejansko tudi z tega dekolonialnega stališča. Se pravi, v bistvu se nekako v bistvu diskurs obrača v bistvu zrcalno nazaj. Kako pač to mi raznašamo okoli, seveda se poslužujemo v bistvu sodelavcev. Sodelavci nam precej pomagajo, tako kot v bistvu
da pišejo tekste. Ne. To se pravi, oni skrbijo za distribucijo. Trenutno je recimo že šlo v Beograd, na Dunaju je že distribuiran Berlin, zdaj gre nekaj v Beirut, v Libanon, v London. Sve ostalo, nekaj smo postali mi, ker v bistvu ZRC SAZU krije v bistvu stroške pošiljanja. Drugi variant je pa ta, da v bistvu to je, se pravi, fizična, ne? Zdaj sem razložil fizično distribucijo, potem ostaje pa internetna distribucija, to pa prek list aktivističnih, teoretskih, kritičnih list in tukaj pa moramo reči, da smo v bistvu že na sami statistiki na internetu videli, da v bistvu obiska je precej več. Smo poslali informacijo, zdaj prej ni bilo možno, ker če je bilo v slovenščini, potem si lahko pošiljal samo v tem prostoru, ta prostor nam je pomemben, ampak zdaj, ker je angleščina, so se stvari radikalno spremenile in v bistvu obstajajo te liste, ta research, ta raziskava je povezana tudi s tem, da veš, kaj se dogaja, kje se dogaja in to delamo, nenehno v bistvu raziskuješ, nenehno bereš, nenehno v bistvu reflektiraš vse, kar se dogaja, to ni samo ta, bi rekla, manipulativnost, organizacijsko delo, je v bistvu delo, ki je povezano, bi rekla, z preizpraševanjem tega, kaj počneš, kaj so te teorije, na koga se nanašaš in tako naprej, tako da je to se je pokazalo zdaj fantastično, zaradi tega, ker v bistvu pošlješ in ljudje dejansko nam tudi povejo, da so prvič so presenečeni, pravijo aha in potem pa v bistvu niti nismo prav zaradi teh navezav, ki je bilo povedano, teh drugih prostorov, drugih mentalnih prostorov, v bistvu nismo samo še ena kopija slovenska, ampak v bistvu smo tudi precej drugačni, ker je ta prostor zelo evropocentrističen in to, da se s tem prekine, v bistvu po moje tudi ena zelo pomembna osvoboditvena strategija že samega tega prostora, celega prostora Evrope. Na kaj se veže, kaj so mu, bi rekla, izhodišča, ideali, na katerih 1000 let že v bistvu, bi rekla, samo ponavlja in krpa lastno. To je zelo zanimivo vprašanje. Časopise ste brezplačno delili naokrog, ne? Časopise ste brezplačno. To nam je tudi dejansko interes in v bistvu na tem tudi ostajamo. S tem smo začeli in v bistvu od tega ne odstopamo. Tako da dejansko v bistvu tudi, ko pridobivamo nove sponzorje pri projektih in tako naprej, v bistvu sledimo predvsem temu, da v bistvu zagotavljamo dejansko v bistvu nemoteno izhajanje časopisa in dejansko, da ostaja zastonj. O sponzorjih bi lahko povedal, ker to dejansko poleg vseh piscev in umetniških skupin in aktivistov, ki dejansko prispevajo svoje tekste, ker tem se moramo tudi zahvaliti predvsem, so dejansko sponzorji, ki podpirajo projekt, brez katerega v bistvu dejansko projekt sploh ne bi mogel delovati, pa tudi dejansko vsaj časopis se ne bi mogel izhajati. In to so skupina Irvin, prevajalsko podjetje Amidas, pa prevajalsko podjetje Biro, Kiberpipa, Galerija sodobne umetnosti Celje, Akademija za likovno umetnost, Ljubljana, potem je ZRC SAZU in v bistvu podjetje Luminus iz Novega mesta. Tako da dejansko oni omogočajo, da v bistvu časopis izhaja, da so v bistvu, ker teksti so, to je potrebno povedati, da v bistvu so teksti prevedeni skozi proofreading, spravi skozi v bistvu tudi lekturo grejo, tako da so dejansko celotno delo, ki je za izdajo časopisa, dejansko enako kot v bistvu je, recimo, se nahaja za izdajo knjige. Da s tem prevajanjem, sama ta ideja neke samo, bi rekla, brezplačne izmenjave v bistvu pade v vodo. Zakaj? Ker, kot je bilo povedano, imamo prvo urednico, ki je med nami 4, Tanja Pasoni, ki dejansko skrbi za prevode in tudi te povezave z temi Biro 2000, pa posebej Amidas. In hkrati, kaj to pomeni, ko Staš, ki se ukvarja, v bistvu imamo na tej politiki, Creative Commons, kar pomeni, da vsak lahko tekst od pisk in piscev vzame in ga pošlje kjerkoli, sam s to, bi rekla, opombo, da je iz reartikulacije, kar pomeni v bistvu si tudi samostojno ureja neko vizibilnost, poti, imeti pa tekst, ki je odlično preveden, editiran v angleščini. To je, jaz mislim, bi rekla, čista investicija, čisti kapital, ker v bistvu problem je vedno jezik. Imperializem angleščine je jasen, to je lingua franca in če hočeš, bi rekla, prispevati, če hočeš imeti svoje mesto, če hočeš svojo kritiko, moraš imeti tudi tekst. In to je v bistvu se zdaj v bistvu zgodilo. V prvih 2 številkah je res bila investicija,
ki je mogoče se zdela, da je samo za ta prostor, da je v bistvu, bi rekla, plačilo, ne? In to plačilo je, bi rekel, na najboljši način, ker dejansko to je denar, ki ga tudi mi ne dobivamo ga prek naših sponzorjev, ker oni v bistvu investirajo v te usluge, ne?